svoji analizi žrtev med drugo svetovno vojno navaja po alinejah in tudi analizira. Prvič, Sveti Urh. Domobransko sodstvo je pod vodstvom častnika Ilovarja obsodilo na smrt 126 revolucionarjev po večini terencev. Ti so bili ubiti pri Svetem Urhu. Šlo je dejansko za vojaška sodišča, ki so bila soočena z zločini, za zločinci, in ti so bili obsojeni in tam ustreljeni. Drugič, Brezarjeva gošča na Barju. Vsega je bilo do 20 ustreljenih, od tega 9 terenk, ki so bile krive za mučenja in likvidacije v Krimski jami. In likvidirani so imeli pred smrtjo možnost za spoved. Potem naslednja stvar, blizu Turjaka, dejansko so to bili ljudje, ki so bili obsojeni. Potem blizu Turjaka je bilo 4. maja 45 justificiranih 26 oseb, ki so bile pripeljane iz Ljubljane. To so bili terenci, visoki funkcionarji partije, kot recimo Kregar, ki je bil visok funkcionar Vosa in likvidator. In potem tukaj, se pravi, 4. skupina je Črna roka, o kateri sem že povedal, kaj pravi Urbans. 5. taka skupina so posamezni zločini, ki so jih naredili posamezni domobranci na terenu, tega je 32 primerov, ki jih je domobranska stran obžalovala, sprožila tudi postopke zoper tiste domobrance, ki so protipravno v bistvu na svojo roko obračunavali. In potem naslednja stvar, ki se jo omenja, je ravnanje Hacinove tajne policije. Zanimivo se mi zdi, da tukaj to, kar pravi Urbans, se popolnoma sklada s tem, kar pripoveduje Kociper v svojih spominih. Kociper namreč pripoveduje, kako sta včasih z Rupnikom na svojo roko šla po noči na policijo, ne da bi Hacina prej obvestila, da sta videla, če bosta koga zalotila pri delu, se pravi pri mučenju, ker se je govorilo, da Hacinova policija muči ljudi. Največ, kar sta videla, je bilo nekaj klofutanja, pa nekaj udarcev zagažalo po zadnji plati. In Kociper pravi za en primer, ene terenke, ki jih je na ta način dobila, pravi, če bi njen oče trikrat toliko pretepil, kot je bila pretepena tam, verjetno ne bi nikoli postala terenka. Skratka, kdor je oddaleč povohal, poudarjam, oddaleč povohal komunistično justico, bi to obravnaval kot prijateljsko zdravniško masažo. In mogoče še ena stvar, med temi 26 justificiranimi na Turjaku je bila, ta podatek se mi zdi zanimiv, bom povedal zakaj. Urbans pravi gospodična Mal, ki je bila Rupnikova tajnica in je špionirala za revolucijo. Dejansko, to je en primer, kdor pozna psihologijo, bo razumel, da je to pomemben dokument avtentičnosti Urbančevih analiz, ki temeljijo na kombinaciji spomina in arhivskega raziskovanja. Iz Kocipra, namreč Urbans je to gospodično poznal tako, po pripovedovanju iz druge roke, pač se je vedelo. Kociper jo je pa redno srečeval
In vemo, da to ni bila gospodična Mal, ampak gospodična Malahovski. Se pravi, vidimo tle, Urbans se točno spominja, tle je asociacija, spomin se mu je rahlo izbrisal, po asociaciji si je zapomnil Mal, v bistvu je Malahovski in je točno vedel, za koga gre in vedel za problem. Zame je to en velik dokaz prav za avtentičnost Urbančevih zapisov. Kar pa vemo o njej iz Kocipra, je to, da je bil Rupnik opozorjen, oziroma ona je bila prijeta, Rupnik je bil opozorjen na to, na kar je šel prosit za njo. In so mu povedali, kako špionira in da bi ga lahko kadarkoli ubila, na kar on, da ne, da pozna njeno družino, da je mu še eno možnost, v bistvu se je angažiral in jo je hotel rešiti iz zapora, vendar je potem Gestapo tudi interveniral in v bistvu so smatrali, da je toliko nevarna, v bistvu, da jo je treba likvidirati in je potem bila likvidirana. Podobno je z Cantetom, ki je bil aretiran od Gestapa in je tudi ves čas špioniral Rupnika in marsikatero stvar protirevolucionarno v bistvu sesul, ker je poročal komunistom. Tako to bi bilo nekje na kratko te ključne stvari glede žrtev. Prosim. Mogoče še eno pričevanje o Črni roki, ki pa sem ga samo slišal. Ne, nisem videl napisano. Namreč neki dijak srednje ekonomske šole v Ljubljani mi je povedal, da ga je njihov ravnatelj, to je bilo tam nekje recimo 50-60 letih, poslal naj nekaj nese njegovi ženi na njegovo stanovanje. No in ta dijak je tja šel, je trkal, pa zgleda žene, pa žene ni bilo doma. In tistem je odprla vrata soseda in mu pomigala, pet sem. Ko je vprašala, kaj pa iščeš tu? Ja, ravnatelj mi je dal, da naj prinesem ženi tole. Rekla, bod previden, ta človek je črnorokec. Ko je moj mož prišel, da bo par dni pri meni doma se odpočil, je najprej bila nalepljena na vrata črna roka, čez nekaj ur je pa ta človek, ki tu stanuje zraven mene, prišel noter in ga ubil. Bod previden. In ta ravnatelj je bil trd komunist. Nekomu da to malo mislim. Se pravi, to je tisti nabud, ko ste mi enkrat omenili, da je vprašanje, če ni Črna roka, komunistična voz. Po tem pričevanju zgleda. Žal, vem samo za eno pričevanje. Je pa tudi eno tako pričevanje dragoceno, zato ker dopolnjuje mozaik. Še kakšno vprašanje, še kakšna stvar? To, ko ste nazadnje te likvidacije, to brezno, tam na Igu, a to ne bi bilo tam čeka tega iškega vodje, domombranskega poveljnika, ali katera druga. Ker namreč tam se je zgodil ena likvidacija terencev, ampak
to potem, ko je menda, ko so šli ti domobranci na prisego v Ljubljano, so doma ostali samo tisti pač mladi fantje in takrat se je zgodil upad partizanov, so jih nekako pritihotapili v vas in so dobesedno zmasakrirali te mlade fante. In ko je ta pač poveljnik domobrancev prišel domov in je videl, kaj se je zgodilo, je zgubil glavo in potem dal pobiti pač tiste, za katere je vedel, da pripadajo. A je to tle not, ki je omenjeno, oziroma je del tega? Cele te zgodbe ni, jaz vem, da sem nekje to zasledil, pa se ne spomnim točno kje. Torej, Urbanc tega konkretno tukaj ne omenja. Zdaj, če bi vedeli točno za lokacijo, bi mogoče videli kakšno povezavo. Mislim, ne bi upal, da te ne ocene. Boste pa mogoče videli, ker vi bolj poznate stvar, pa potem, ko boste knjigo imeli v rokah, boste mogoče videli. Pa, če boste lahko kakšen podatek posredovali, je zadaj mail, tako da bom jaz vesel, tudi če boste prišli do nekega zaključka, da me obvestite o tem, ker so to v bistvu tudi zame, recimo, pomembne stvari, sam bom gotovo še kakšno stvar pripravil z področja revolucije in bo mogoče kje koristno. To mi je pripovedoval Aleš Mose. Ker je poslušal stalno te očitke, ne, tam so jih pa domobranci pač pobili, ne, in je potem, ker je pa malo bolj začel proizvodovati v zadnje te zgodbe, je pa potem prišel do tega, zakaj je prišel do tega. Pa je popisal to potem? To pa ne vem, če je. Ja, drugače so pa tudi svoje likvidatorje sami pospravljali, ker so odslužili, ne? A veš? Ja, je to, da ne se tle, Gada so recimo sami pospravljali, ne, ki jih je dosti pobil, ne? Kaj je bil en učitelj, en uradnik Štajerske. Ja, Gada, ker je prehud bil tudi... Ne, opravil je svojo nalogo. Opravil je svojo nalogo. Tule kledici so tle okoli pobili, da so se ustanovile vaške straže, da je prišel do samoobrambe. In osnovno namen je bil dosežen, ne? Da narediš revolucije pa proti revolucije. Razumeš? Osnovno namen je dosežen. In pa so jih, tu je en primer, ampak če bi pa kdo začel tu analizirati, so jih pa verjetno dosti tudi pospravljali, ne? In lahko so jih pospravljali s pomočjo Črne roke ali pa skozi kakšno drugo organizacijo. Predstavljam si tudi eno zadevo. Komunisti v bistvu so pričakovali, da bo zdaj Sovjetska zveza premagala Nemčijo. Bral sem zdaj pred kratkim, pa spet ne vem, kje je eno pričevanje, kako je Vlado Kozak, se pravi človek, ki je Kardelja iniciiral v komunizem in ki je bil poročen z našo zelo daljno sorodnico, eno od hčera tovarnarja Žnidarčiča, ki je pod Kozakovim vplivom tovarno dal Bekatete, sedanje Žito Ljubljana, podaril novi oblasti in je ta oblast mu zagotovila komunistična, da bo do smrti ostal direktor in naslednje leto so ga pred tovarno povozili do smrti. Se pravi, Vlado Kozak je med vojno razlagal od leta 1942. Jeseni bo Sovjetska zveza premagala Nemce. Jeseni, spomladi 1943 in tako je vsakega pol leta dal novo napoved in v bistvu je znano, da so komunisti pričakovali že 41. ko je prišlo do napada na Sovjetsko zvezo, da bo 42. v bistvu prišlo do poraza Nemčije in so zato pohiteli z naslednjo fazo revolucije. Ja, to je bil. Zgodaj 42 so bile masovne likvidacije, so se začele, ne?
In če bi okoli dejansko... Cerknice, pa tam noter meniši so bili še hujši, ne. Tu je tisti primer, ko ste omenili, ta hrošča, ne, ko so pobili tiste terence, ko so jih v Hribsko jamo, ne vem koliko zmetali. Cele družine tam, od Cerknice, Kožlek pa kar dol do Begunj. So cele družine noter zmetali, ne. In je čisto tako, tojk se je kakšnem želodcu obrnil, pa je ušel od njih, pa je povedal, ne, in pa so točno vedeli, kjeri so tisti sodniki pa tam, ne, ko so jih metali. In potlej recimo, se tu je Krdel pisal, pobijajte, potlej so, kje maja mesta, kje je bilo, so babo pustili, potlej pa spet, veljal Augusta, tu pa tudi tle, ko so pa spet pobivali, ne, ko so potlej tle dol, za posledice so tle dol talce ustrelili, ne, ampak prej je bil po cel interval, ko so pobivali. Ja, jaz bi to dejansko povezal... Po cel Sloveniji so pobivali, recimo, veljal zadnja dekada julija 42, so v Ljubljansko krajini, recimo, komunisti pobili verjetno par 100 ljudi. Tako? Ja. Se je bilo vse tle na območju od Ravtke do Šentjošta, je bilo 10, sem tle noter. Ja. Ne, sem tle noter. Tle noter, Češirka, Rajna Peč, pa Zaplana jih je bilo ni 10. No, pa sem Mežina, da jih družine je bilo 10. Ne se pravimo, ne, ja. Kmetov pa... Ne. Ne, tu je bilo tistim, ja, sej, je bilo pa še naprej. Tukaj, ne, recimo jih je bilo tle. Teh je bilo 10 izpod Lipe do Sovga, ne? Ne, sej, zanimivo je pa v tistem vsaj tu, kar recimo veljal pokorje ni bilo vsem tam, kjer so bili komunisti. Ja, vse je dol, pod Lipje. To prvo je kazal, to bajte pa korte Italijanom, to je bilo tam, veljal, ko je 1. augusta, kjer ga? 2. augusta. No, pa vojn je pa, kjer ga je treba v klavnico vlagati dati, ne? Isti človek, ne? Pa bi se pa še z Nemci sodelal, koliko so Nemci prišli. In potlej vmes je vse svojta padla, ne? In v samo obramb, kot so vedeli, so tudi kakšne pospravili potem. Ali so pa sami svoje pospravili, ko so se preveč razvideli, da preveč ljudi vezaj, no pa je pa na Črna roka pospravila, pa nek zginil. Da ni jim kazil več lica, kot se reče, ne. Mislim, da je to dosti verodostojno. Mislim, tu je pol tista logika zata, ne, da je ki dokumentiran. No pa tule mogoče, ko ste raziskali, v Trnovo, ne, tam na Trnovsko not, ne, ko so, recimo, približno je bilo to verjetno zelo v istem času, ne, kot so tle črnovrška posadka, ne, razhajkali v 9. so tam tudi, so pa Italijani pol že po kapitulaciji imeli posadka na Trnovem, ne, in so potlej... Dečime mes verjetno. Kaj? Dečime mes verjetno. Ja, v glavnem tam so imeli posadko, ne, in so jo Nemci njih tako žrtvovali, kot Črnovrška. A ne, videl, 3 dni so se tovkali z 9. koliko so prišli, so počeli pomagati, ne, ker je bilo pač, v dogovoru je bilo, da je tam prosto in so tam, recimo je padlo blizu tu Italijanov, padlo, ampak tu po kapitulaciji, ko so imeli pol posadka, Italijani na Trnovem. Vse tu je ena pričevalka govorila, ne, da precej jih je padlo, to, ko so Trnov potovkali, ti so se dol umaknili tokat v dolino, ampak v glavnem, da je bilo tu, bi rekel, žrtvovano, ne, z dogovorom, ne, z 9. korpusom, da so jih oskrbovali na Trnovsko not gor, ne, in če bi tisto posadke, so mogli umakniti, kot tle stran Črnovrške, ne. In so tudi tle so pripričali, da bi domobranci jim šli pomagati, ne, tam pa sami niso prišli z Gorice gor. Ker tu je čist blizu, ne. Bi lahko rešili. Ja, sej, ne, videl, je bilo znotraj tistega dogovora tam so Italijani tako rekovali, to malo fote. In bile shodje še vsak let na spomin na tisto iz Italije, veš, ki je tam jih, to je padlo, pa tam zraven je pan Brezen, ki se jih ja, je ona, videl od Ganja Vivca, mama, ki je pravila, kako so jih vozili iz Gorice.
so kar poprek poberali, pa se jih vozili gor v Brezen. 45 let. Kaj? To je bilo pa pol konc vojne, ja. Ja. Drugače pa baje so tu v španski državljani svoji komunisti že tam v Španiji na kraškem terenu ljudi v Brezno metali, da tu je tipična komunistična justica. Tako. Da so te španski borci, to sem prinesel, ne. Ampak si predstavljaš, koliko je mogel biti ta Fort Tuzen, če jih je 600 šlo iz Slovenije v Španijo? To je pa isto, kot zdaj hodijo, kaj Ne, mislim, ampak čakaj, tu je, ja, to je isto kot dole, ISIS ali pa Al-Kaida. Mislim, Kominterna ni nič drugega, kot bi dal, lahko reči s tem Al-Kaida ali pa ISIS. In dejansko bom povedal eno malo anekdoto. V bistvu poanta je ta, kako italijanska nacionalna desnica v narekovaju, ti veliki slavožeri, mančaslavi, kot bi rekli Italijani, dejansko jih ukrotiš na ta način, da daš vedeti, da se distanciraš od komunističnih zločinov. Ja. Mene je Marko Pirina, pokojni italijanski zgodovinar, ki naši komunisti niso absolutno ne marili, zato ker je sprožil sodne procese zoper nekatere partizanske poveljnike pri nas. V Italiji, mislim, zoper slovenske partizane je sprožil procese v Italiji. In me je povabil, da sem leta 2010 predaval o komunizmu in dejansko o komunističnih zločinih na italijanski vzhodni meji, se pravi na slovensko-italijanski meji, na našem dejansko na Primorskem. In sem začel z enim stavkom, videl sem iz konteksta, ko se je en italijanski ultranacionalist, signor Žiberna, slovenski Žiberna, ker so se Italijani, se je opravičeval za fašistične zločine, hkrati pa poudaril, da ti ne smejo biti izgovor za komunistične zločine. Nisem malo čutil, da so od mene pričakovali, da se jaz tudi na nek način opravičim za naše komunistične zločine. In jaz sem začel tisti govor ko ste omenili Al-Kaido, prav z tem, da seveda Slovenci in nasploh Jugoslavija, mi smo imeli odporniško vojsko zoper okupatorja. To je bila jugoslovanska vojska v domovini pod poveljstvom generala Mihajlovića. Nikakor pa ne priznavam za osvobodilno vojsko partizanov, ki so čisto navadne razbojniške enote pod poveljstvom mednarodne teroristične organizacije Komintern iz Moskve. In so me po tem prvem stavku prekinili z aplavzom. Sem bil čisto šokiran.